Spoštovane gospe in gospodje, gospodarstvo in kreativni sektor sta stebra družbenega napredka. Ključ je v njunem povezovanju, v vključevanju tistega, kar na prvi pogled zgleda nepovezljivo, tistega, kar ni nujno tržno, vendar pa je potrebno za večjo produktivnost in uspešen preboj. Temeljna konkurenčna prednost vsakega podjetja namreč izvira iz inovativnega in kreativnega pristopa. V svetu je ta praksa v veliki meri že uveljavljena. Kulturni in kreativni sektor je v letu 2019 v državah Evropske unije zaposloval 7,5 milijona ljudi, kar je skoraj 4% vseh zaposlitev. Področje je zaradi svoje posebnosti v času korona krize sicer posebej ranljivo. To je prepoznala tudi Evropska komisija, ki je kulturo in kreativnost kot del načrta za okrevanje vključila med prednostne projekte Evropske unije. Vloga ustvarjalnih poklicev v družbi in v gospodarstvu je edinstvena. Kulturni in kreativni sektor nimata vpliva zgolj na izboljšanje življenj, blaginje posameznikov, vpliva tudi na preoblikovanje skupnosti. Ob tem pa ustvarja rast in delovna mesta. Kreativni in kulturni sektor, poleg izjemne nematerialne vrednosti, ustvarja skoraj 5,5% bruto dodane vrednosti Evropske unije. Predvsem v mikro in malih podjetjih, kar je značilno tudi za našo državo. Tudi v Sloveniji zaznavamo večje razumevanje prelivajočega se učinka sodelovanja gospodarstva s kulturnim in kreativnim sektorjem. Še vedno pa zmogljivosti te panoge ostajajo v precejšnji meri neizkoriščene. V Sloveniji je v kreativni ekonomiji zaposlenih 7% vseh zaposlenih. V preteklih letih je ta sektor na letni ravni ustvaril skoraj 3%, 2,7% prihodkov ustvarjenih v celotnem slovenskem gospodarstvu. Bruto dodana vrednost na zaposlenega v tej panogi je znašala dobrih 45.000 evrov in je bila višja od povprečja gospodarstva. Vse to kaže, da sta kultura in kreativnost področji z izrazitim potencialom. Ob vključevanju v redne procese gospodarskih podjetij sta lahko inovacijsko gonilo in pomoč pri iskanju kreativnih rešitev. Osnova kulturnega in kreativnega sektorja je prav ustvarjalnost in njen učinek je pogosto inovacija. Prav ta nadgradnja kreativnosti v inovacijo prinaša te dobrobiti tako za skupnost kot za gospodarstvo. Zato je ključno ustvarjanje ustreznih okoliščin, ki ustvarjalce, podjetnike in ustanove na področju kulturnega in kreativnega sektorja povežejo, prepletajo in pripeljajo po poti do kreativnosti do končnega rezultata. Vaša današnja mednarodna konferenca, ki je usmerjena prav v kohezivno moč takšnega sodelovanja, je prav gotovo korak v pravo smer. Ob zaključku naj izrazim svoje iskrene čestitke vsem nominiranim podjetjem, predvsem pa zmagovalcem. Vaši izjemni in prebojni projekti so dokaz, da Slovenija zmore svoje znanje, ideje in kreativnost preliti v svetovno primerljive inovacije. Nobenih razlogov ni, da bi Slovenci zaostajali za drugimi narodi. Čeprav smo majhna država, lahko svojo pametjo, inovativnostjo in vztrajnostjo ne samo tekmujemo, ampak tudi sodelujemo in zmagujemo. Najlepša hvala za vaš prispevek in uspešen dan naprej želim. Hvala.